GZS predstavljajo na nacionalnem nivoju najvišja priznanja inovativnim dosežkom v Sloveniji in tudi letos v partnerstvu z nacionalnima partnerjema Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter Spirit Slovenija odpiramo razpis za najboljše inovacije na Gospodarski zbornici Slovenije in na vseh 13 regijskih gospodarskih zbornicah. Kdo lahko prijavi inovacijski predlog? To so lahko tako gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, lahko so to druge organizacijske oblike, kot na primer zavodov, društev, fakultete, drugi inštituti, šole. Kaj lahko prijavite? Bodite pozorni, da lahko prijavite inovacijo, ki je bila prvič peljana na trg oziroma uporabljena v poslovnem procesu od 1.1.2021 do 31.3.2023. Kaj pravzaprav je inovacija? Predstavlja nekaj novega, predstavlja nove izdelke, postopke, storitve, bistveno izboljšane izdelke. V inovacije so vključene vrste znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in drugih gospodarskih aktivnosti in pa temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij, že obstoječih tehnologij in znanja ali drugega znanja, ki ga je podjetje pridobilo. Katere inovacije lahko prijavite? Na Gospodarski zbornici Slovenije največkrat prejmemo, v največjem odstotku prejmemo produktne inovacije, se pravi, gre za produkt oziroma storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan in vsebuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, kakšnih sestavnih delov, drugih materialov, programske opreme. Kot drugo so to procesne inovacije, kjer gre za bistveno izboljšan proizvodni proces oziroma postopek. Tretje, trženjske inovacije, ki predvsem vključujejo pomembne spremembe pri oblikovanju proizvoda, pri načinu trženja, marketinga, promocijskih predstavitvah. Organizacijske inovacije, predvsem gre za nove organizacijske metode in pa kot zadnje družbene oziroma socialne inovacije, ki odgovarjajo na potrebe družbe. Pri teh inovacijah je tudi v letošnjem letu dodatek pri ocenjevanju 10%, kajti tukaj so finančni učinki niso na prvem mestu, ampak potrebe družbe, tako da avtomatsko inovacija prejme dodatnih 10%. Sedaj, torej, razpise smo na 13 regijskih zbornicah odprli v preteklem tednu, rok za oddajo pa je 4.4.2023 oziroma, prosim, bodite pozorni na regijskih gospodarskih zbornicah oziroma na njihovih spletnih straneh, kolikor bi tukaj prihajalo do manjših sprememb, kajti vsaka regija lahko glede na specifiko ta termin malenkostno tudi prilagodi. Kako je inovacija prijavljena? V letošnjem letu uvajamo novost in sicer preko spletnega obrazca, ki je na spletni strani, tudi na vseh spletnih straneh objavljen in ga bomo tudi kasneje skupaj podrobneje pogledali. Kje dobite vse informacije? Na strani Inovativna Slovenija so povezave do vseh 13 regijskih gospodarskih zbornic, ki imajo objavljene te razpise in pa dokumentacijo. In če na hitro povemo, kaj zajema razpisna dokumentacija, ki jo na straneh najdete, sicer pravilnik priznanja GZS za inovacije, ki je v letošnjem letu nov in je bil v 14.2. na upravnem odboru Gospodarske zbornice Slovenije tudi potrjen in pa sprejet, predhodno pa sprejet na 13 regijskih gospodarskih zbornicah in njihovih upravnih odborih. Kar nekaj sprememb je v letošnjem pravilniku, nekaj posodobitev, nekaj poenostavitev za vas prijavitelje, tako da sem prepričana, da bo to en tak tudi korak v še bolj razvojno in pa še bolj inovativno smer. Najdete tudi vzorec prijavnega obrazca oziroma podlago, ki jo lahko uporabite znotraj podjetja, da inovacijo pripravite, da pripravite besedilo, odgovore na vprašanja in nato samo na koncu to vnesete v prijavni obrazec. In pa dve izjavi, in sicer o pravilnosti podatkov v prijavi, kar je bilo že vedno v predhodnih letih v prijavnem obrazcu, in pa nova izjava
odobritev objave materialov v promocijske namene. Zakaj to dodajamo že v začetku pri prijavi? Kajti želimo si, da lahko vašo inovacijo predstavimo, da lahko materiale, kot so fotografije in videi, ki nam jih boste poslali, tudi uporabimo v promocijske namene, tako da vas ne obremenjujemo potem, smo to zajeli že takoj v prijavnem obrazcu. Letošnji inovacijski izziv naslavlja energijo oziroma izpostavlja energijo. Želimo si, da energetika nima le negativnega prizvoka, ampak da inovacije so energija. In sicer, kot je dejal Einstein oziroma njegova formula, smo le to prilagodili, inovacija je ideja krat energija na kvadrat, in izpostavljamo inovacije, ki naslavljajo energetsko krizo oziroma optimizacije rabe energije, alternativni viri energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo, seveda z učinkovito rabo energije. V nadaljevanju imamo novo kategorijo oziroma spremenjeno kategorijo prebojna invencija, in sicer priznanje za prispevek na področju inovativnosti smo poimenovali nekoliko drugače, in sicer prebojna invencija. Ko inovacija še ne prejme bronastega priznanja, ponavadi gre za pomanjkanje gospodarskih učinkov, zato si želimo te inovacije še posebej poudariti, jih izpostaviti na malce drugačen način in tudi dati možnost vsem regijskim zbornicam, da eno to prebojno invencijo pošljejo na nacionalni nivo, kjer bo nacionalna komisija kasneje tudi izbrala eno invencijo oziroma prebojno invencijo, ki prejme naziv nacionalna prebojna invencija. Tole lahko potem tudi kasneje, če bo kakšno vprašanje oziroma naknadno mi pišete oziroma vprašate tudi na regijskih gospodarskih zbornicah. Kriteriji ocenjevanja so ta najpomembnejša oziroma največja sprememba letošnjega pravilnika, in sicer smo kriterije nekoliko poenostavili in jih opredelili v 5 točkah. In sicer prvo vprašanje, izziv, ki ga inovacija rešuje, predstavlja 15% skupne ocene. Druga točka, opis inovacije, predstavlja 25%, prav tako tretja in četrta, in sicer gospodarski učinki inovacije in pa trajnostni in okoljski učinki inovacije predstavljata prav tako 25% ocene, in pa zadnje vprašanje, kjer od vas pričakujemo, da navedete, zakaj je vaša inovacija edinstvena. Pa če pogledamo ta vprašanja malce podrobneje, in sicer prvo vprašanje, izziv, ki ga inovacija rešuje, možnost imate do 2500 znakov, v prijavnem obrazcu so znaki omejeni, tako da bodite pozorni, da ne boste napisali preveč, kajti sistem vam le tega ne bo sprejel. Od vas pa tukaj pričakujemo, da izpostavite izziv oziroma problem, ki ga inovacija rešuje, kakšna je razsežnost te inovacije, kakšno je trenutno stanje na področju inovacije, da opredelite področje, ki ga inovacija naslavlja, ali gre tukaj za rešitve oziroma izzive znotraj podjetja, lokalne skupnosti na nivoju države ali mednarodno. Tako da to je prvo vprašanje. Želela bi še pri tem izpostaviti, vedno smo poudarjali, da so vsekakor tabele, grafi zelo dobrodošli, tako da na koncu prijave imate možnost, da pri prilogah dodate tudi kakršnekoli tabele oziroma grafe bi želeli predstaviti. V tekstu, ki ga navajate, vas le prosimo, da navedete, na primer, kot je predstavljeno v tabeli številka 1 in potem tudi to dodatno gradivo primerno poimenujete, da bomo lahko pod dodatno gradivo to tudi poiskali. V drugem vprašanju sledi opis inovacije, in sicer kako vaša inovacija na kakšen način rešuje izpostavljen problem, ki ste ga v prvi točki tudi navedli, katere so ključne lastnosti, ki so izboljšane oziroma nove. Tukaj dodajte tudi, ali gre pri vas za stalno, prebojno ali disruptivno inovacijo in pa katero področje inovacija naslavlja. Jasno tudi prosim opišite, kdo so vaši konkurenti na področju, ne glede na to, ali so to neposredni, posredni konkurenti,
in pa seveda, kakšna je inovacijska ekipa, ki stoji za inovacijo. Ali ste tukaj sodelovali z drugimi organizacijami, z drugimi strokovnjaki iz razvojno-raziskovalnih organizacij, morda drugih podjetij, kdo so ljudje, ki stojijo za to inovacijo. Kot zadnjo znotraj te točke pa je zaščita inovacije. In sicer tukaj navedite, ali je inovacija zaščitena z morda mednarodnim patentom, slovenskim patentom, blagovno znamko v Sloveniji ali tujini, poslovno skrivnostjo. Kar imate konkretnih številk, jih prosim tudi navedite. V primeru pa, da inovacija nima širše priznane zaščite, pojasnite, zakaj se za ta korak niste odločili, zakaj to za vašo inovacijo nima takšne dodane vrednosti oziroma kakšni so tukaj razlogi, in v tem primeru tudi prijavitelj ne izgublja oziroma je to ekvivalentno tudi drugim zaščitam. Pri določenih inovacijah se zavedamo, da patenti niso smiselni, bodisi zaradi konkurence, bodisi zaradi narave same inovacije, tako da bo komisija to vsekakor tudi prepoznala. V tretji točki sledijo gospodarski učinki inovacije, kjer si želimo, da opišete, kakšni so trenutni učinki na finančni učinki na vašo organizacijo in pa predvsem je pomembna tudi strategija doseganja le-teh. Za prihodnost, kakšni so vaši načrti, predstavite, bodisi v odstotku rasti, bodisi v finančni vrednosti in pa ponovno strategija, ki jo imate zastavljeno za doseganje teh vaših načrtov in ciljev. Kakšna je vrednost vaših vlaganj v razvoj in inovacije? Tukaj pa bi želeli, da izpostavite tudi, kdo so vaši kupci, kdo so ciljni oziroma končni uporabniki inovacije in pa opredelite trg. Opredelite ga vrednostno, vaš tržni delež, seveda pa v primeru tukaj, da gre za družbeno inovacijo posebej namesto finančnih učinkov izpostavite družbene učinke, kako vplivajo na družbo, kakšna je strategija tudi širjenja, ozaveščanja oziroma uporabe te družbene inovacije in pa seveda tudi, kdo je ciljna publika te družbene inovacije. V četrti točki so zelo pomembni trajnostni in okoljski učinki inovacije, kjer želimo, da izpostavite, kakšen vpliv ima inovacija na vaše podjetje, na širšo družbo, na okolje, kjer delujete, ali ta inovacija ustvarja neka kvalitetna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, in pa opišite tudi, kakšen je učinek na razvoj bodisi inovacijske kulture v vašem podjetju, pri posameznikih, kako to vpliva na razvoj njihovih kompetenc, kako vpliva to na sodelovanje pri vseh deležnikih, tako zaposlenih v podjetju in pa tako z zunanjimi partnerji in pa seveda z uporabniki. In pa drugi del tega vprašanja, kakšen je vpliv inovacije na okolje. Okolje je vsekakor tema, ki bo leto za letom bolj pomembna. Ali je že bil pri snovanju vaše inovacije uporabljen ta trajnostni krožni vidik, ali učinkovito uporabljate materiale, skrbite za zmanjšano porabo energije, emisije toplogrednih plinov, kako ravnate z odpadki, ki pri inovaciji nastajajo. Tako da kako tudi vaša inovacija spodbuja varčevanje in pa neko trajnost tako pri uporabnikih kot tudi pri samem podjetju. In pa še zadnje vprašanje, ki ga vsi inovatorji morate znati navesti, zakaj je vaša inovacija edinstvena. To vprašanje imate le do 1000 znakov in pa izpostavite res tiste najširše in pa najpomembnejše učinke, ki jih inovacija prinaša tako vam kot podjetju, kot tudi družbi. Tako, prišli smo skozi vsebinska vprašanja, kot zadnje
pa so tukaj še priloge. Prilog je kar veliko. Zakaj? Želimo si, da vašo prijavo podprete s fotomaterialom, kolikor ga le imate, da tudi izpostavite inovatorje, dodate kakšno fotografijo inovatorjev z inovacijo, kolikor je to mogoče. Če imate za vašo inovacijo pripravljen kakšen videomaterial, je zelo dobrodošlo, da nam ga tudi pošljete. Tukaj dodajamo tudi logotip prijavitelja, da bomo lahko tudi seveda to primerno uporabljali pri vseh materialih, ki jih bomo imeli za predstavitve vaših inovacij, tako v katalogih, kot tudi v kratkih filmčkih, ki smo jih imeli tudi v lanskem letu na vseh podelitvah priznanj inovatorjem. Potem sta tu dve izjavi, ki sem jih že izpostavila, se pravi izjava o pravilnosti podatkov pri prijavi in pa to, da nam dovoljujete, da materiale uporabimo v promocijske namene. Dodatno gradivo, kot sem že omenila, pod zadnjo točko prosimo, da ga primerno poimenujete, da bomo lahko, kar je v besedilu, tudi primerno povezali z dodatnim gradivom. Seveda pa, kolikor tega nimate, to ni obvezno. Tako smo pri ocenah. Ocene na regijskem nivoju so kot v preteklem letu, in sicer od 9 do 10 točk prejme inovacija zlato priznanje, zlato regijsko priznanje, od 8 do 8,99 točk srebrno, 7 do 7,99 bronasto in pod 7 točk priznanje prebojna invencija. Pri družbenih inovacijah in pa inovacijah, za katere ki niso bile deležne organizirane oziroma profesionalne podpore, to gre v večini za mikropodjetja, je ta kriterij znižan za 10%. Ocene na nacionalnem nivoju pa so nekoliko spremenjene. Jasno smo definirali tudi zlato nacionalno priznanje, ki ga prejmejo inovacije, ki so znotraj 5% od najvišje ocenjenega inovacijskega predloga. Srebrno nacionalno priznanje prejmejo prijavitelji od 7,7 točk do vrednosti 5% pod najvišje ocenjeno inovacijo in pa bronasto nacionalno priznanje pod 7,7 točk. Tako to je nekako okoli ocenjevanja, seveda tudi pri nacionalnem nivoju, za vse družbene inovacije in inovacije, ki niso bile deležne organizirane podpore, se kriterij zniža za 10%. Za vas pripravljamo podporne aktivnosti, se pravi, kot je webinar danes, kot sem že uvodoma omenila, 31.3. je drugi webinar, kjer izpostavimo še morebitna vprašanja, ki bi jih imeli, in pa v letošnjem letu bomo pripravili tudi webinar, kako pripraviti dobro osebno predstavitev pred komisijo. Da bo le-ta učinkovita, vedno imate le nekje 3 do 5 minut časa, tako da bi vas tudi želeli pripraviti, kaj od vas komisija pričakuje, da boste res pripravili tudi učinkovito in pa dobro predstavitev pred komisijo. Že zdaj pa bi vas želela povabiti na dan inovativnosti, ki bo tudi v letošnjem letu na Brdu pri Kranju, in sicer 19.9.2023, da si lahko ta termin že kar malce zabeležite in pa rezervirate. Zdaj za vse dodatne informacije seveda se z veseljem obrnete na vse naše sodelavce na regijskih gospodarskih zbornicah, ki že vrsto let na nacionalnem nivoju, že 27. leto podeljujemo priznanja oziroma, se opravičujem, 21. leto, na regijskem nivoju 28. leto podeljujemo priznanja za inovacije, tako da imajo ogromno izkušenj in vam bodo tudi z veseljem pomagali. Zdaj bi pa želela z vami deliti kar prijavni obrazec, da ga na hitro pogledamo. Tako upam, da se ta obrazec zdaj tudi vidi. A lahko nekdo potrdi, da ga vidite? Vidimo. Vidite? Super, hvala. Evo,
Tako, prijavni obrazec, link do prijavnega obrazca najdete tako na spletnih straneh razpisne dokumentacije, tudi v tej predstavitvi, ki jo boste naknadno tudi dobili. In če gremo na hitro, osnovni podatki o inovaciji, tukaj napišete prijavitelja, vse kontaktne podatke, telefonske številke. Pomemben del, kjer vas res prosimo, da ste zelo pozorni, da se nekje zatipkamo, so inovatorji. Ti inovatorji so potem navedeni na vseh priznanjih, njihovi tako nazivi, ime, priimek in pa v kolikor inovator ni zaposlen v podjetju oziroma organizaciji prijavitelja, vas prosimo, da tudi navedete njegovo organizacijo oziroma podjetje. V naslednji točki označite regijsko gospodarsko zbornico, kjer je vaše podjetje oziroma organizacija, kjer imate sedež. To je zelo pomembno, kajti le ta zbornica bo vašo prijavo tudi prejela. Tukaj bodite pozorni, da res označite pravo, da vam bodo potem sodelavci iz regijske zbornice tudi dali vse dodatne informacije. Tukaj označite oziroma napišite še, za kakšno inovacijo gre, kdaj je bila praktična uporaba oziroma začetek praktične uporabe. In pa v letošnjem letu smo dodali tudi neobvezna polja vaših socialnih omrežij oziroma spletne strani. Zakaj je to tudi pomembno? Ker vsekakor si želimo tudi vas, vašo inovacijo predstaviti in pa podpreti na socialnih omrežjih, tako da imamo res dostop do pravih linkov. In pa na prvi strani vas prosimo, da dodate kratek opis inovacije. Tukaj imate možnost le 470 znakov. Tako da je res izjemno kratko, zelo jedrnato, je pa tudi zelo pomembno. Zakaj? Kajti tukaj probajte razmišljati marketinško, poskusite vašo inovacijo predstaviti tako, da jo bo čim širši krog ljudi lahko tudi razumel. Kajti to bo potem uporabljeno tako v katalogu, kot tudi kot tekst, ki je uporabljen v videu na samih podelitvah. Tako da tukaj res je zelo kratko, se strinjamo, ampak poskusite biti čim bolj jasni in pa čim bolj razumljivi. Tako, naslednja stran so torej vsebinska vprašanja, ki smo jih malce prej šli tudi čez. Tukaj so polja omejena, tako da bodite pozorni, da ne boste napisali preveč. In pa kot tretja točka, preden vaš inovacijski predlog oddate, so tukaj priloge, ki smo jih že navedli, in sicer fotografije, inovacije, inovatorjev, logotip, video in pa izjave, kot tudi dodatno gradivo. Ko kliknete prijavi inovacijo, boste na vaš mail, ki ste ga v začetku navedli, in sicer kontaktni mail, prejeli povzetek vaše prijave, vse v bistvu priloge, ki ste jih priložili, bodo navedene in pa kot PDF boste prejeli vašo prijavnico oziroma prijavni obrazec izpolnjen. Tako da to je v bistvu na kratko kot prijavni obrazec, kar je, se zavedamo, v letošnjem letu kar velika novost. Verjamem, da je postavljen zelo na enostaven način, tako da ga boste tudi hitro lahko izpolnili, seveda, če imate pa kakšne dileme oziroma vprašanja, pa tudi zelo dobrodošli. Tako, evo, zdaj to je bilo na kratko glede predstavitve, da nismo danes predolgi, nekje maksimalno 45 minut smo si rezervirali za to. Zdaj pa bi kar odprla možnost za vaša vprašanja, če so že zdaj kakršnekoli dileme, vidim, da ste nekateri že napisali, ali se bo omejitev števila znakov striktno izvajala tudi pri prijavah v klasični obliki? Ja, absolutno. Tu imamo, letos smo se res odločili, v preteklih letih smo prejemali prijave, ki so bile dolge tudi po 10 strani. To komisija, v bistvu želimo si, da imate vsi iste pogoje.
da je za vse enotno, se pravi, to število znakov nekje 2500 smo tudi na podlagi preteklih prijav ocenili, da je dovolj. Če pa je potrebno s kakim grafom oziroma s kako tabelo to podpreti, pa seveda imate možnost dodatnega gradiva. Ne bomo pa upoštevali v dodatnem gradivu, da bi to bile recimo še potem, glejte dodatno gradivo in bo še dodatni 2 strani, tega seveda ne moremo upoštevati. Tako da upam, da sem tukaj odgovorila. Evo, hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Kakšna roka, se lahko kar javite. Nismo bili kar jasni, mogoče vaše mnenje teh, ki ste že več let prijavljali inovacije. Ni. Katja, lahko, če jaz vprašam z Gospodarske zbornice Severne Primorske. Jana, izvoli. Ta video, material, ki se prilaga k tem prijavam, je to material, ki je potem predviden za predstavitve, se pravi, ali lahko dajo tukaj 5 slik, ki se bodo potem uporabili za izdelavo videa, ali je to tale video material kot video, ki ga pošljajo nekateri že in se potem dopolnjuje s tekstom iz prijave. Samo toliko v razjasnitev, no, hvala. Tako, tekstom iz prijave tekst iz prijave se uporabi za vokalni del videa. Pri inovacijah, kjer je mogoče dobiti video, se vsekakor uporabi tudi za video predstavitev na podelitvah videomaterial, kjer to ni mogoče oziroma da nimate recimo kakršnegakoli videa, ampak da imate samo fotografije, bomo mi iz teh fotografij pripravili kratek filmček in pa fotografije uporabili v tej predstavitvi. Tako da je čisto odvisno, mi bomo tukaj vzeli material, ki ga bomo dobili. Če je to video, smo zelo veseli in je tudi predstavitev bolj dinamična, boljša, v kolikor pa tega ni, pa bo to potem s slikami. Izvolite, gospa Antonijevič. Aha, vas ne slišimo, kar izvolite. A samo jaz ne slišim, ali... Aha, samo malo. To pa ne vem, zakaj ne dela. A boste zdaj... Zanimivo, jaz to ne znam, zakaj ne bi delala. Ja, prosim, napišite, gospa Dunja. Ima še kdo drug kakšno vprašanje? Aha, ali je Word dokument, ki ste ga poslali prenos spletne prijave? Ja, tako, vsa vprašanja so popolnoma ista, je pa namenjen predvsem temu, da lahko znotraj organizacij oziroma podjetij se pogovorite, prilagodite prijavo in jo pa potem na koncu samo vnesete. Da so v Wordu oporne točke razdeljene po alinejah. Ne, v Wordu pač nismo mogli omejiti teh okenc, da bi bila omejena tudi na znake. V spletni prijavi so omejitve, tako da karkoli bi dajali po alinejah oziroma po točkah, morate vedeti, da pri spletni objavi tega ni, tako da se vidi samo tekst. Jaz upam, da sem to odgovorila. Vprašanja vsebinska in pa so enaka, je razumljivo. Super, hvala. Evo, še kdo? Nimamo. Bi še kdo karkoli drugega izpostavil? Ne, od regijskih gospodarskih zbornic,
sodelavci, bi želeli še kdo karkoli posebnega dodati za vaše prijavitelje? Ali je online prijavo mogoče korigirati tudi po oddaji? Je mogoče. Tukaj vas prosimo, da online prijavo, ki jo oddate in bi jo želeli do roka seveda še karkoli spreminjati, napišete vašemu skrbniku oziroma Regijski gospodarski zbornici, da boste to prijavo še spremenili oziroma da ste oddali novo in se bo upoštevala ta zadnja, ki ste jo poslali. Tako, upam, da je to razumljivo. Lahko samo še jaz še enkrat, Jana, tukaj. Te prijave bomo mi dobivali na mail pač naše regijske zbornice na tisti osnovni... Tako. Okej. Tako, to prijavo prejme samo skrbnik na Regijski gospodarski zbornici, ki jih imamo, ki vas imamo navedene, in pa sam prijavitelj. Okej, hvala. Tako da skrbimo tudi za varnost in pa transparentnost. Te vaše prijave gredo samo na regijske zbornice. Evo, ni dodatnih vprašanj. Ali je še karkoli nejasnega? Mogoče kdo od prijaviteljev pokomentira, je bilo vse relativno razumljivo? Katja, jaz mislim, da si bila ti toliko izčrpna, pa povsod je toliko napisano od tega, da Ja, to pa je. zaenkrat mislim, da je razumljivo, tisto, kar pa ni bilo, bo pa pol itak na naslednjem lahko. Tako, predvsem ta prvi je bil namenjen temu, da, hvala Špela, da izpostavimo, kaj je novega, da res predstavimo, kaj pričakujemo od vas prijaviteljev, potem na drugem pa verjamem, da se bo že pojavljalo kakšno dodatno vprašanje in bomo pa tam to odgovarjali. Posnetek vam bomo poslali na mail, bomo jih pa tudi objavili na spletni strani tako Inovativne Slovenije in tudi Regijske gospodarske zbornice. Tako da, če ni več kakšnih vprašanj, nekje do 45 minut smo si vzeli, malce prej smo končali, tako da boste lahko mogoče si vzeli par minut več časa za kosilo. In pa jaz bi se vam zahvalila za današnjo prisotnost, za vse dodatna vprašanja pa seveda res smo z veseljem na voljo, tako jaz kot vsi na vseh naših 13 regijskih gospodarskih zbornicah. Tako da, hvala vsem.